Lepo pozdravljeni, spoštovane gledalke in gledalci. Teden je okoli in spet je tu odmev tedna. Tokrat dogodke komentiramo z novinarskim kolegom Bojanom Požarjem. Kolega Požar, začnimo z zadnjim dogodkom, to je Državni zbor. Vi ste bili, zdaj ko snemamo, lahko rečem danes, to je v petek, ste bili zaslišani na komisiji, ki jo vodi gospa Tamara Vonta. Zdaj gre za, bom tako na kratko povedala, pa me popravite, sume nezakonitega financiranja volilne kampanje strank pred zdaj prejšnjimi volitvami v Državni zbor. Sem prav povedala? Ja, v bistvu gre za sum domnevno nezakonitega financiranja političnih strank in politične propagande v medijih, no, približno tako, ja. Ja. No, zdaj, gospa Vonta, kako je bilo, kako se je izkazala? Ja, ne vem, jaz sem pač vedel sem približno, kaj me čaka, ampak itak je moja teza je pač naslednja, ki tudi zdrži, ne. Zdaj, podjetje, ki izdaja portal Požar Report, nima nobenih transakcij nikoli, ostaja že 24 let in nima nobenih transakcij z nobeno politično stranko, ne. In tudi iz vsebine portala je jasno, da ne vršimo politične propagande za nobenega, nimamo intervjujev, ne hodimo na tiskovne konference in vsega tega, kar bi pač recimo lahko bila neka propaganda. Tako da na nek način je to v bistvu nas preiskujejo nezakonito, ne, na nek način, ne. In tudi na podlagi tega preiskave so pridobili vse te finančne, bančne podatke in sami so videli, da v principu nimajo dobenega materiala obremenilnega, ne. Jaz sem bil pa danes povabljen kot priča in to, da nimajo dobenega materiala zoper mene, se je tudi videl danes na zaslišanju, ne. V bistvu spraševala me stvari, ki večinoma ali pa 90% me je spraševala stvari, ki nimajo z temo preiskave nobene zveze. Recimo spraševala me je, recimo, ali držijo informacije, da sem bil v neki restavraciji, ni omenila pač ime restauracije, z direktorjem Slovenskih železnic Dušanom Mesom, ne. To se mi je zdelo tako nenavadno, kot da bi bila, ne vem, jaz pa on na neki tiralici, pa bi se naj iskali, ne, pa bi na nekdo opazil. Ne samo, da ni to res, ampak je tudi nesmiselna informacija. Pa tudi, če bi bila, ne. Ampak ja, Tamara Vonta je že na zadnjem zaslišanju, mislim, da imamo njeno sliko, Tamara Vonta je že na zadnjem zaslišanju gospoda Tomašiča bila precej Takrat je bila zelo agresivna, ne. Ja. Danes ni bila tako agresivna, veliko se je nekaj smehljala, ampak njen problem je pač v tem, da ona kar naprej, bom rekel, ima neke informacije, ki niso točne in jih kar naprej ponavlja. Ona očitno verjame tem informacijam, nekaj ima napisan, potem nekaj svetujejo tam Tomaž Modic, novinar Necenzurira, ki ves čas govori nekaj na uho, pa včasih celo ona mogoče slabo povzame to, kar jih on pove, pa tako dalje. Tako da enkrat vmes sem rekel, glejte, tam, ta vprašanja so že malo infantilne in tako dalje, ne. In tako ful je neko ponavlja neke zgodbe, ustvarjala si neko stvar v glavi, ampak to ni, v bistvu nima ne repa, pa ne glave, ne. Ker problem bi bil, ne, jaz bi razumel, da bi me preiskovala, če bi recimo mi nakazovali nek denar, kakšni od političnih strank, pa obratno, da bi neka stranka nam nakazovala denar, ampak te podatke itak ima, tega ni, in tako da je bilo pa zapravo malo, mislim, na koncu je bilo že malo mučno, ne. Predvsem sem pa gledal, 4 poslanci so še bili noter, ne, nihče od njih ni vprašal, vsi so nekaj čakali, gledali, tako delovali so mi malce prestrašeno, ker da so tam sedeli samo zato, da ima Vonta zagotovljeno sklepčnost, ne. Zdaj, kaj bo na koncu komisija spisala, pa Bog ve. No, za njih je v bistvu bila od nekdaj je bilo sporno oglaševanje, ne. Ampak vse oglaševanje Ja, samo ni prepovedano, ne. Ne, oglaševanje ni prepovedano, jaz tudi ne vem, zakaj bi samo nekateri mediji lahko imeli oglase, drugi pa ne, vse. Zdaj, če je oglas na portalu v Mladini ni sumljiv, če je oglas na portalu Požar Report istega podjetja, je to sumljivo, ne. To je smešno, ne, ampak po drugi strani pa to ni komisija, ki bi preiskovala oglaševanje, ne. Ne? To je komisija, ki se preiskuje čisto neke druge zadeve. Zato mi čisto ni bilo jasno, zakaj sem bil tam, ne. Pa predvsem tudi funkcionarje, ne. Govori tudi o funkcionarjih. Vlogi odgovornosti javnih funkcionarjev pri tej zadevi, ne. Ja. In potem postavi vprašanje, kdaj ste videli nazadnje, mislim, vprašala me je, to je res smešno. Vprašala me je, ali ste leta 2020, ali ste med leti 2020 in 2022 kdajkoli kontaktirali z poslancem Žanom Mahničem. Najprej me vprašala, ali poznam poslanca Žana Mahniča, zdaj, ko ga poznam, koliko poznam
poslanko njo. Ne? Ja, Tamaro Njo celo poznam malo boljš, ker jo poznam še prej iz novinarskih krogov. Ne? No, ali ste kdaj bili v stiku z poslancem Mahničem? Jaz kot novinar, ne? Ja. Pravzaprav bi mogel biti nenehno v stiku. Ne? Seveda, Pa bi bilo, hvala Bogu, ves čas v stiku. bi mogel biti v stiku z politiki. Ne? Tako da nimam, zaprečujem, ampak včasih res nimam besed za tako Kaj se bo izcimilo? Ne, pa še to je bilo, ne, recimo to pridobivanje podatkov, dokler je še Mojca Šetinc Pašek vodila, ne. Oni so dobili neke bančna nakazila. Jaz se to najbolj čudim, mislim, zasebnim bankam, ne. Ja. Oni so poslali zahtevo, da jim pač morajo banke dati vse podatke, vse transakcije povezane recimo z požaroreportom, ne. In zakaj so jim banke to dale, brez neke sodne odredbe, brez nekega razloga, ne, zakaj, mislim, to me res, če me je kaj v tej zgodbi presenetilo, me je presenetilo ravnanje teh bank. Zakaj je recimo SKB danes OTP banka, ki imamo mi svoj transakcijski račun, in pa Sparkasse recimo, eno je avstrijska banka, eno je madžarska banka, ne, zakaj so te banke dale podatke o poslovanju požaroreporta neki preiskovalni komisiji, ki za to nima dobene zakonske podlage. Torej, dala je še prejšnja SKB, zdaj že ta OTP. Ja, ampak to je mislim, jaz to politiko že dlje časa spremljam, ampak nisem še videl tako eklatantne zlorabe neke parlamentarne komisije, kot se je to zdaj zgodilo. Ne? Oni so dejansko zlorabili parlament za to, da so šli preiskovati neke osebne podatke. Mislim, to je res fascinantno. Ne? In to naredijo tako, ne, oni imajo večino v komisiji, nekih 5-6 ljudi, ne, ker se ves čas Vonta sklicuje na sklep komisije. Vonta pač reče, bomo preiskovali Bojana Požarja, da na glasovanje, 4 dvigne roko, kakšen je mogoče proti, ne vem, ima večino in gre preiskovati. Ja, ampak vi ste kljub vsemu priča, ne? Vi niste preiskovanec. To pa itak, ne, jaz sem priča in ampak to, v bistvu vse ljudje, ki gledajo to zaslišanje, v bistvu sem jaz nek obtoženec tam, ne? Zaslišuje me kot obtoženca, ne? Bančni podatki priča. Zaslišuje me kot obtoženca, v bistvu sem pa tam samo priča, ne? Pa tudi se veste, kako je to. Pri priči, ona lahko sprašuje pričo samo to, kar zadeva temo preiskave, ne? Ja. In tudi ne sme ona komentirati, ne, tega, kar priča reče. Ona pa več čas teh komentira, ne. Se hihita, zadnjič pred Tomašičem je bila besna, to, kar se je malo smejala, ker neki mrmra sebi v brk govori, težko razumem, doskrat sem težko razumel sploh, kaj želi povedati. Ja. Ne veš, kaj je vprašanje, kaj je njen komentar, ker vse skrb zameša, pobrska in tako dalje. Enkrat sem celo vmes mogel opozoriti, da moram iti sem na snemanje vaše oddaje. Pa sem začel na uro gledati, to se smo pa s časoma res končali. Ja, zanimivo. No, ampak glejte, vi ste vendarle napisali, mislim, da je bilo danes to objavljeno, da gre pravzaprav za pretežno avtokastrirane novinarsko srenjo, gre za, ki so veseli, če jih pohvalijo politiki, gre za osebne travme, skratka, zakaj gre? Povejte nam. Ja, poglejte, avtokastrirana srenja, če se to novinarski srenji ne zdi sporno, taka zloraba parlamenta in parlamentarne komisije, pol jaz si to ne morem drugače tolmačiti, ker da so avtokastrirani, ne, ali pa po domače rečeno, pač podvrženi so neki politiki, zdaj vseeno levi ali desni, ampak neki politiki in nekako očitno ne morejo ven iz tega iziti, ne. Jaz si drugače to ne znam predstaviti, ker normalnemu novinarju se to ne bi smelo zdeti normalno, bom rekel, ne. Zato sem to napisal. Pa v tej novinarski srenji, veste, kako je, zdaj se je zmanjšala na 10% tega, kar je bilo včasih, ne. Zdaj je pač novinarska srenja zdaj 10-krat manjša, kot je bila mogoče 50 leti. Ni samo, zelo se je politično zradikalizirala, ne, dal so, pač govorimo o tej, ki pišejo notranjo politiko, to so zdaj v glavnem samo aktivisti, ne. To več ni nekega, bom rekel, bolj manj ni več novinarjev, so v glavnem samo aktivisti, ne. Vsi so potem obremenjeni tudi nekimi osebnimi travmami, zavistjo in tako dalje, češ, zdaj ga bomo pa res, zdaj ga pa naj bonte in tako dalje. Mislim, meni se zdi nenavadno, recimo, da se en del novinarstva postavi na stran politike proti novinarjev, ne. Ja. Iz privošljivosti, iz nekega aktivizma, iz ne vem česa še, ampak to so, kje pa to vidite, recimo v Ameriki, da bi pač, recimo, bom rekel, drugi mediji v času, ko sta recimo Woodward pa Bernstein
raziskovala Nixona, da bi drugi mediji, da bi mediji branili Nixona in napadali novinarja. Ja, To je, tega ni. to je No, pa pa nas tudi splošna praksa. Ne? V času, ko se mečejo milijoni v javno, domnevno javno RTV, se tu išče zdaj neko glas pri zasebnem To pa portalu. itak, ampak tudi pri javnih teh funkcionarjih. Jaz sem danes gledal eno zaslišanje, ki je bil eden od županov zaslišan. In on je rekel, poglejte, jaz občina, ne vem, zdaj mislim, da celo še za Vrhnika, kako. Občina Vrhnika je v medijih oglaševala za približno 100.000 evrov, je rekel, ne, 96.000 evrov sem dal, župan, pač tako malo govorim po domače, je župan rekel, sem dal v leve medije, 4.000 evrov sem dal pa desni medijem in zdaj je problem teh 4.000 evrov. Ne? Približno tako se, ne? Ja, In tudi danes me je recimo Vonta spraševala, pa kako je zdaj pri vas toliko oglasov, več oglasov, kot je v Dnevniku in Večeru. Zdaj jaz ne vem, odkot njej podatki, da je pri nas več oglasov kot v Dnevniku in Večeru. In ko sem ji rekel, pa se to nič ni čudnega, se Požarjev pot ima večji doseg kot Večer in Dnevnik. Ne? Seveda. In potem je gledala, veste, to so kar neke predstave še izpred 100 let, ne? Ko je bil Večer velik medij, pa Dnevnik velik medij, zdaj so se pa stvari spremenile. Zdaj ta oddaja ima večji doseg Ja, kot seveda, katerikoli podcast na delu. Ne? To pač tako je. Ne? Tako In je, to to je bitka za to finančno in tako so pogačo. se, in tako so se stvari spremenile. Ne? Ja, tako je. Dobro, kaj bo zdaj, recimo, če pogledamo korak naprej, kaj bo zdaj s to komisijo, s tem poročilom? Ne vem, jaz mislim, da bodo napisali neko poročilo, po mojem bodo napisali poročilo tako, kot oni vidijo stvari. Ne? Ali pa vmesno poročilo? Ne, vmesno so še enkrat imeli. Ja, eno pa še zdaj eno. bodo, zdaj bodo, po mojem, konc tega leta bodo kakšno poročilo pisali in zdaj kaj bodo tam napisali, ne vem, po mojem bodo napisali to, kar je danes Tamara Vonta sama sebi govorila v brk, ne. To bodo verjetno napisali. Ne. No, ampak seveda, konec leta bojo pa že... To je vse politika, oni so politiki, poslanci Ja, so politiki, to je vse, kar počnejo, je politika. Ne. Ja. In konec leta bo že kampanja najbrž na Saj to je že zdaj kampanja, ampak jaz dvomim, da zdaj Vonta za takim načinom razreševanja, si pa danes ni bilo tako dramatično, kot je bilo zadnjič pa Tomašiču, ona s tem na nek način zadovolji pa spravlja v ekstazo te orgazme, te svoje volivke pa volivce, ne, desni, tisti, ki volijo desnico, so jezni in metijo čez njo, tukaj nekaj na sredini pa po mojem zgublja, ne, s tem načinom. Ne, ne. Ona mogoče misli, da dobiva, ampak v resnici ne. Na sredini, pri tisti, ki odločajo volitve vsakič znova, po principu zgublja. Pa tudi ne nazadnje bo treba poiskati neko novo službo, ne, a se bo gospa vrnila v GEN-I. Poglejte, no, to, da je zaposlena v GEN-I, je tako zamočala. Če boste pogledali biografijo, tega ne boste našli. Tega podatka, ta podatek sem jaz zadnjič slučajno izvedel in je bil zame presenečenje. Ga ni v uradnih biografijah, ampak sem gledal danes te poslance, ne. Pač poslanko in mislim, da noter so bili še 4 poslanci. Lejte, jaz bom čez 2 leti bom še vedno novinar, ne? Še vedno bom vodil Požarjev pot. Od teh 5 pa bo mogoče samo en izvoljen. Približno vem, kateri, ampak ne bomo zdaj delali reklame. Ja. Ampak če bo, ne. Drugače pa tako pač stvari, jaz sem teh stvari že dal 1000 skozi, podobno kot vi, ne. Ja, to bo Mi smo vedno ostajali, politiki so se pomenjavali. Ja, tako. Pa vse sorte smo že skozi dal. No, sej. Ja. No, seveda, zdaj ne moremo pa mimo Dražgoš, ne, to je bil zdaj ta teden, ko mi častimo pač te dogodke, kakršnikoli so že bili. In zdaj poglejmo, kako je predsednica Državnega zbora nagovorila zbrane. Sem zasledila, da so se nekateri spraševali, kako se bomo obula danes. Tudi v Sloveniji nismo imuni pred strahopetnimi dejanji tistih, ki se želijo prevzeti nadzor in podrediti celotno družbo lastnim interesom. Med ljudmi poskušajo sejati strah in razdor. No, zdaj spet smo govorili o čevljih, to je zdaj že prav smešno. No, mislim, Ja, samo zdaj ni bil pač pustite do konca. Ona potem, ko je to rekla, je pokazala, ne, na svoje čevlje, kamera je šla dol, ne, se so videli tisti rdeči škorenjčki, mislim, da so bili neka plastika iz trgovine Tom Taylor, to sem kasneje zasledil na spletu. In ampak ljudje so ploskali, ampak tragika te zgodbe je bila pač v tem, da je v bistvu to na nek način bil, to je izvedla kot neki, ne vem, kot nek špas teater, ne, ampak ni bila na kraju, ker je bilo to, bom rekel, pietetno pa primerno. Ona je tam vendarle bila na spomeniku nekim žrtvam, ne, med drugo svetovno vojno in se tukaj nekaj naučevati s čevlji in tako dalje. To se mi zdi tokrat, da je bilo to, da je šla daleč čez neko dovoljeno, tako, bom rekel, moralno mejo. Ne? Ampak vidim, da ta gospa Klakočar Zupančič nima več dobene racionalne presoje v glavi. Ne? Mislim, da
da ne uporabim kakšne besede, ni vse čisto v redu z njo, no? Na podlagi tega, kar pač vidimo, da počne, no? Ja. In govori, ne? No, pa in kako se seveda- vede, no? Ne? Ja, tudi ta spomenik je pravzaprav, tako sem kasneje brala, narejen v bistvu na grobovih teh kmetov. tem- ne. o tem govorim, o tem, Mislim, ne. pa nobenih imen ni, Ne. kdo je. Ne. To niso bili neki Ja, sej okoli teh partizani. Dražgoših, no, sej, Ja. dobro, to je itak je stvar zgodovine, ampak ne, hočem reči, zgodba je precej, ne, taka, bom rekel, nenavadna, ne, in Ja. to je zdaj, da so te Dražgoše postale zdaj, bom rekel, moderne in neke vrste del političnega In mit, ki spopada, se ga ne, in mit in oklepamo, tako ja. dalje. To je v bistvu samo posledica neke dnevne politike, ne. Sej mislim, da je eden od zgodovine to že razložil, kaj in na kakšen Ja. način so pravzaprav te Dražgoše postale tako pomembne, ne. No, se tudi v oddaji, mislim, da je bila Ura moči, na Planetu je doktor Jože Možina to No, sej, ponovno ja. razložil, pa poglejmo, kaj je povedal. Poglejte, tam v 70-ih letih, tudi že prej, je začel interes za partizansko zadevo, za partizansko gibanje pojemati in takrat je padla pač politična odločitev, da se zgradi spomenik v Dražgošah, ki je bil končan leta 76, odprl ga je takrat tudi tovariš Tito. Na ta način so poskušali spodbuditi interes za te zadeve. Mislim, da je bil pa ta kraj izbran relativno napačno, da je to izbran kot nek mitološki kraj. In se mu je pač potem za potrebe te propagande pripisalo tudi stvari, ki se tam niso zgodile oziroma se niso zgodile, oprostite, na tak način, kot se je praznovalo in kot se žal praznuje še danes. Morate vedeti, da je bilo falsificirano marsikaj, recimo število padlih okupatorjev. V resnih zgodovinskih knjigah in člankih je pisalo, da je bilo ubitih, da je padlo 2000 okupatorjev, potem 500 in tako naprej. Zveza borcev je pred dobrimi 20 leti na svoji spletni strani pisala še, da jih je padlo več kot 100, čeprav je že davno, iz začetka 90-ih let, sem pač študent zgodovine pri dr. Ferencu, on nam je že takrat predaval, da je pač številka majhna, da to niti ne ustreza kriteriju bitke. On je bil jezen, prav divjal je, včasih rekel, to ni bila nobena bitka, to je bil spopad, ker pač pade 26 okupatorjev in 9 partizanov. Zdaj, tisto, kar je pa napačno tukaj, je pa to, da na tem spomeniku piše, da je šlo za veliko zmago. Kako zmaga, če so partizani se morali umakniti in če so bili pobiti vsi domačini? Ja. No, sej, v bistvu, zdaj, itak, tukaj jaz osebno recimo nimam kaj veliko dodati, zato ker pač Možina to ni povedal samo kot novinar, ampak kot zgodovinar, ne. Ja. To so pač dejstva, ne. Ja. To so pač dejstva, no, ampak zdaj, se pravim, nenavadno je, kako so uspeli te Dražgoše postati, bom rekel, neka taka politična platforma, ne, Ja. vsako leto, ne. Ker se Bajke začne in zgodba, povesti o Dražgošah. Ja. Ampak glejte, zdaj tisto, kar Ne, pa- je pa ja. vprašljivo, je to recimo, da tudi predsednica države Nataša Pirc Musar stoji na proslavi, kjer se časti rdečo zvezdo. Ne. Tu bi vendarle lahko šlo za nekaj ustavno spornega, ne? Mi praktično Ja, zdaj častimo- malo smo se nekako navadili, ne, na nek standard teh stvari, ki jih je postavil Borut Pahor, ne, ampak zlasti v tem zadnjem mandatu, ne, kot predsednik republike. In to nekako je bilo po mojem za pričakovati, ne, če je kdo mislil, da bo Nataša Pirc Musar nadaljevala s tem standardom Pahorja, je bil v bistvu v veliki zmoti, ne, čeprav se je tako predstavljala pred volilno kampanjo. To, da bo ona zaostrovala te ideološke stvari, rdeča zvezda in tako dalje, to zame ni neko veliko presenečenje, ne. Ampak sploh zastava z rdečo zvezdo jugoslovanska se ne sodi na te stvari. Ja, to se jaz absolutno s tem strinjam, samo to je zdaj postalo, bom rekel, to za največ bi tukaj lahko naredili mediji, ne. Če bi na te stvari dosti kritično opozarjali, ampak mediji pa se veste, mediji, zdaj gledam recimo tole začetek predvolilne kampanje v Nemčiji, mediji pač recimo slovenski mediji pri stranki AFD ne napišejo desna stranka, napišejo vedno skrajno desna stranka, ne. Ja, to je Pri nobeni stranki z leve, tudi v Nemčiji, kaj še ne pri nas, ne napišejo skrajna levica. Tako kot za Italijanko Meloni. Ja, vi nikoli ne boste našli nekega, bom rekel, novinarja večinskega medija v Sloveniji, ki bi ob stranki Levica napisal, da gre za skrajno levo stranko. Medtem ko recimo konkretno za SDS, ne, pa se običajno napiše, da gre za skrajno desno stranko, ne. Pri Novi Sloveniji je pa to seveda odvisno od kakšne situacije je Nova Slovenija v očeh večinskih medijev, ne. Če je prijazna do leve vlade, potem je
desnosredinska varianta, če pa ni prijazna, pa seveda takoj začejo očitki, da je domobrjanska, klerikalna in podobno. Ne. No, tudi sicer se predsednica Državnega zbora zelo doživeto udeležuje teh proslav. Recimo, spomnimo se, kako je pela na eni takih proslav leta 23. maja. Zdaj zaori pesem o svobodi, preko logov in gozdov. Po vsem svetu zaplovi do vseh slovenskih tlačenih domov. Torej, državni funkcionarji, gospa Urška Klakočar Zupančič, to je, ali naredijo lahko tudi kakšno škodo, kakšni prireditvi? Ja, pa to, prej ste uporabljali izraz doživeto, to se meni zdi doživeto. Jaz predvsem politikom ne verjamem več, da delajo karkoli doživeto. Oni so politiki, vse za njih je volilna kampanja, vse stvari so za njih premišljene, delajo racionalno zato, da bi bili znova izvoljeni, pridobili kakšnega volivca in tako dalje. Tako da jaz Urško Klakočar Zupančič kot novinar poznam dlje od večine novinarjev, ki so jo spoznali, ko je postala poslanka, ne, pa predsednica, kasneje predsednica parlamenta. Jaz se poznam že odprej, objavil sem nekaj zapisnikov iz Okrajnega sodišča ljubljanskega, ampak takrat, če nihče nanj ni bil pozoren, tudi meni se niti slučajno nisem javil, da bi lahko ta gospa kdaj bila predsednica Državnega zbora. In tudi potem ta njena zgodba za tistim njenim zdravniškim listom in tako dalje, temi njenimi dokumenti, ki je ves čas bilo nekaj v zraku, tudi ta zgodba, zakaj se je ona nenadoma spremenila takrat lani oktobra na tej seji sveta Gibanja Svobode, ne, ker naenkrat iz neke disidentke je postala največja oboževalka Roberta Goloba. Nekaj se pravzaprav za to gospod dogaja in jaz mislim, da ona pač, jaz nisem zdaj psihoanalitik, nisem Roman Vodeb, da bi vam to znal tako razložiti, ampak mislim, da z njo nekaj ni vse v redu. In te stvari se zdaj seveda potencirajo, ker so se nekako začinile pa pomešale s tem, da ima oblast, da ima varnostnike, da avto, da ljudje poslušajo in tako dalje, da govori po teh prireditvah. To se seveda samo stopnjuje in to se bojim, da se pri tej gospe Klakočar ne bo dobro končalo. No, so pa kamere na tej prireditvi ujele tudi tako rečemo small talk, en tak bežen pogovorček Milana Kučana z novinarko, pa poglejmo, kaj je bilo. Ja, snemanje. A vi ste od katere televizije ste vi? Pop TV. Pop TV. Tako. Zanimivo. Imate še službo? Zakaj pa to vprašanje? Ja, danes je to vse Ja, danes in jutri te ni, ne? dinamično. Tako. Sad te ima, sad te nema. Mislim, sad te ima, sad te nema. No. Pa tole vprašanje, imate še službo, pa kaj se dogaja? Ja, to je zdaj v bistvu, to spet ni nič, kako bi rekel, nenačrtnega. Ne? Ja. Kučan pa, če že Klakočarjeva naredi kaj, ne, mogoče tako, kar ne načrtuje, Kučan pa zagotovo ne reče nič in naredi nič, kar ne bi bilo v kontekstu te njegove politike. Ne? Ker če kdo ni navadni upokojenec, Kučan ni navadni upokojenec. Ne? In tudi se vidite, zdaj, kar naprej, na nekem momentu, kar naprej v medijih, ne, pa daje direktive, Ja, šefa precej je, policije in tako dalje. Ampak tukaj je bilo v bistvu šlo za njegov komentar zamenjave Tjaše Slokar Kos na Pop TV-ju. Tako da to je bila čisto nek njegov racionalni odgovor. Edin, kar pač včasih, ki je bil malo mlajši, je znal Kučan te stvari malo bolj, bomo rekel, zaviti v nek prijazen cinizem. Tukaj pa, ne vem, sej mogoče nimate vi tega vtisa, ampak jaz malo vidim, da je malo, bomo rekel, ta zajedljivost, ne, cinizem je malo prišla v zlobo, ne. In to se mi je zdaj nekako iz tega posnetka razvidno. Je pa zanimivo, ne, kako so, gledal sem komentar tistega novinarja Anžeta Božiča, ne, ki je to komentiral kot nek taki napol simpatičen small talk, ne, med novinarko, njegovo kolegico in pa med bivšim predsednikom države, da si predstavljate, namesto Kučana pa dajte Janšo, ne. No, to pa res, Ne, ja. namesto Kučana, da Janša zdaj reče, Kolesarji a še bi imate službo. Ja. Isti dan bi bile demonstracije, ne. Ja, Ne, ja. ne, skratka, to je, In Vera to je to, Jourova bi priletela. Ja, zdaj Vera ne more več Ja, ampak ker ni več v politiki, ampak mogoče bi pa kdo drug preletel. Ja. Neka nova Vera Jourova. Ne, to je res, ja. Pravzaprav res je tudi vprašanje, kaj vse si ti ljudje dovolijo. Ja, ne? malo so se, kako bi rekel, zdaj v tej, mislim, zdaj, vi ste bili dolg časa na sceni, še dlje kot jaz, novinarska, ampak jaz take, bom rekel, tako
tako privitih medijev, kot so zdaj na različne načine, ali s financami, ali z kakšnimi drugimi oblastnimi posegi, še nisem doživel, tako kot se zdaj stiska. Ne. In to je v bistvu in potem nimajo dobenega, ti politiki v bistvu, Golob, Kučan in Klakočarjeva, Janković, nimajo več dobenega, pa sploh se ne bojijo dobenega, dobenih je kontrolira, dobenih več ne nadzoruje, mediji več ne nadzorujejo in ker ni tega, si dovolijo reči, kako hočejo. Ne samo reči, tudi storiti. No, ampak Zakaj pa mislite, da recimo lahko Tamara Vonta zaslišuje, tako novinarje? Ker pač mediji to dopustijo. Nekateri se hvalijo, spodbujajo. Ne? In če mediji ne opazijo, da je pri takem dialogu nekaj narobe, potem Bog pomagaj. Ne? No, ampak to recimo, če gledamo ta dialog, se zdi, kot da je nekdo Kučanu stopil na žulj. Ne, da je on malce zaskrbljen, večkrat je ta sarkazem je posledica nekega, on se zdaj ni dvignil kot nek gospod, nekdanji predsednik, ampak zdaj je kar na tej ravni, skoraj gostilniški, ne? Seveda je to gostilniška, ampak zdaj tudi malo se tudi politika je postala gostilniška, ne? Postala je tabloidna. Zdaj imamo predsednika vlade, ki ima zraven neko staleto in tako dalje, ne? Mislim, pred 15 leti, 20 leti je bilo to nepredstavljivo, ne? Ampak to je zdaj vse je postalo tabloidno, nismo mediji postali tabloidi. Politika je postala tabloidna in mi opisujemo to, kar se v tej politiki dogaja, ampak Kučanu zdaj očitno, mislim, to čuti, da nima stvari v rokah. Čuti, da nima stvari v rokah. Očitno, zdaj se kar strinjam s tem, da bodo naslednje volitve morda celo zadnji veliki spopad med Kučanom in med Janšo na nek način, tako strateško recimo gledano. In tukaj mu stvari malce uhajajo iz rok. Se on ni zadovoljen z Golobom, se veda nekaj narobe. Se v bistvu ta Golobova frakcija je pripomogla k zamenjavi Tjaše Slokar Kos. In to se potem odraža v takem načinu govorjenja. To se pravi, tudi Pop TV zdaj ni več njemu povšeči. Glejte, jaz bi tako rekel, da jaz pač zdaj to malo opazujem, in pač zdaj nisem čisto običajen gledalec, jaz to malo poznam, malo analiziram in tako dalje in vidim zdaj na Pop TV-ju nastaja, zadnji teden dni je nastala kar neka velika razlika, zlasti v tej zgodbi z tem generalnim direktorjem policije, ena velika razlika med objavami na 24.com, ki jih vodi Jure Tepina, ki sodi v to zgodbo z Golobom, Vesno Vuković, Damijanom Črnčem, in pa recimo to, kar ima pač kolega Uroš Slak na 24 ur zvečer. To je ena, mislim, gre za majhne stvari, ampak gre za vendarle neko, v tem kontekstu neko veliko razliko. Skratka, tudi tam se, na Pop TV-ju se očitno odraža nek spopad, ki se zdaj odvija znotraj tranzicijske levice, kdo bo pravzaprav v njihovem imenu nastopil na prihodnjih volitvah kot ta glavni mandatarski kandidat. To se v bistvu zdaj dogaja. Zdaj imamo tole omrežninsko vojno, ki je v bistvu na nek način spopad med Golobovo frakcijo in med frakcijo recimo Gregorja Golobiča na drugi strani in vse te stvari zdaj, zato je Kučan tako, bom rekel, zato mu sarkazem prehaja malo v zlobo. Doživeti. Doživeti, ja. No, ampak glejte, še ena naslovnica je vzbudila pozornost, to je naslovnica Reporterja, dokler bo Janša živ, koalicije z desnimi ne more biti. To je malo napačen naslov. To bi mogel biti, dokler bom jaz živ, dokler bo Kučan živ, naslovnice z desnimi, mislim, naslovnice koalicije z desnimi ne bo. To je ta prava. Ker jaz se ne spominjam, da bi res Kučan uporabil to dikcijo, dokler bo Janša živ. Mislim, da to ni, ne vem, nisem našla tega. Ne, saj to je tudi, bom rekel, saj to je tudi nelogično, ker zdaj koncev, kaj pa če jutra Janša že več ne živ, recimo, potem pa bo kaj takoj koalicija z desnimi, Skratka, zgodba je taka, dokler bom jaz Kučan živ, koalicije z desnimi ne bo in to je moj testament. Ja. In mislite, da bo to zdržalo? No? Jaz dvomim. A veste kaj, kdo sploh še kupi te stavke? Dobro, lahko da neka manjšina teh strank. Jaz se bojim, videti, da jih na volitvah veliko ljudi to kupi. Veliko ljudi to kupi. Mislim, to mi malo zdaj tako, bom rekel, bi mogli se nekaj že malo sprijazniti, da ima Slovenija precej nenavadno volilno telo. Da se mi zdi, prvič se mi zdi, da volivci nekako, mislim, da velik del volilnega telesa, ampak to tisti najbolj disciplinirani del volilnega telesa, ki pride na volitve, nekako ni še izšel čist iz tega socializma. Enkrat mi je bil ful zanimiv en posnetek, mislim, da je bil na TV Slovenija, takrat je bil še Marjan Šarec, predsednik vlade, in ker so neko starejšo gospo, mislim, da je bila iz Kamnika, so jo spraševali nekaj zdaj zaradi upokojencev, pa ni denarja, pa pokojnine, pa tako dalje.
In ona je rekla, ja, sej Marjan, naš Marjan, on bi nam že dal, če bi imel. Skratka, hočem povedati, to je v bistvu nek način odraz volilnega telesa, ki potem odloča na koncu, meče tiste listke v volilne skrinjice in odloča, kdo bo predsednik vlade. Ne? Ampak, glejte. Čeprav moram pa zdaj reči, no, da pa tako, kot je bilo pa zdaj prevarano volilno telo, kot je bilo pa z Golobom, tako pa še ni bilo nikoli. Ne z Šarcem, ne z Cerarjem, Bratuškova itak ni šla na volitve, ona je pač postala mestna, ne z Jankovićem. Ne. To, kar se je zgodilo pa z Golobom, takšne fascinantne prevare volilnega telesa in to organizirane prevare, z vsemi mediji, praktično še pa ni bilo. Ne. Ja. Ampak si predstavljate, da bi bila tu slika Janše, pa bi Janša rekel ali pa bi pisalo Janšev testament, dokler bo Kučan živ v koaliciji z levimi. Te stvari so itak nepredstavljive. Bi že bil sodni proces. Ja, pa ne, ampak če bi to Janša je aktivni politik. Vodja opozicije, pač največje opozicije stranke. Če bi Janša to rekel, bi bilo pač to še nekako razumljivo, da je nek politik to reče. Ampak Kučan je penzionist, upokojenec. In kako lahko zdaj nek penzionist, upokojenec, ki nima nobene politične funkcije, ki že ne vem, koliko let ni bil na volitve, govori o tem, kakšna koalicija je lahko in kakšne pa ne sme biti. Se to so absurdi. Ste videli kaj takega v Nemčiji, da bi zdaj pred nemškimi volitvami prišel nek upokojenec in bi rekel, kakšna mora biti koalicija. To je smešno. Smešno je tudi grozno. Poleg tega pa recimo, da se spet igramo z življenjem Janše živ, a ne Janšizem. To je pa skos. To malce mečkam, skos se dotikamo te grožnje pravzaprav. Tukaj pravzaprav Kučan pravi, da mora Janša biti še dolg časa živ, da še dolg časa ne bo koalicije. Ja, ampak je pa njegov testament. To tudi nakazuje na nekaj. Dobro, lejte, to so te besedne igre, ampak to je odraz medijev. Takole mediji to razumejo. Vprašanje pa, kako ljudje. No, ampak lejte, zdaj zgodilo se je pa tole, odstopil je gospod Jušić, da bi rešil Poklukarja. Tako, zdaj se čisto natančno definirala. Čisto natančna definicija tega, kaj se je zgodilo. In Goloba. In tudi koalicijo. Ne samo Poklukarja, in tudi koalicijo. Ja, pa koalicija je rekla, seveda se je tudi koalicija ustrašila, so rekli, da mora. Ja, zdaj so, bom rekel, ta Poklukar je pač naredil neko serijo pogovorov, dva pogovora z Levico pa z socialnimi demokrati in tokrat, zdaj očitno se res tega, da generalni direktor policije nezakonito zaseda delovno mesto, svojo funkcijo, to res je težko braniti. Ampak, če se vrnemo Kučanu, do odstopa je prišel pa šele potem, ko je Kučan šel na televizijo in je rekel, da generalni direktor mora odstopiti. Še takrat je prišlo. On je to povedal, da je politično, da je pač skoraj da nemogoče, da generalni direktor policije funkcijo zaseda nezakonito in šele potem je prišlo do odstopa. In potem so si rekli, no potem pa ja. Tako. To se pravi, tu mu pa tudi Golob ni nasprotoval. Ne, tudi Golob, pa tudi mislim, da mu Golob ni nasprotoval zaradi tega, ker Golob zdaj bo izkoristil to kadrovsko zamenjavo za to, da bo poskušal postaviti svojega človeka. Zdaj, definitivno je pač Poklukar človek, ki ga obvladuje Damir Črnčec, isto potem velja za nastavljenega generalnega direktorja policije, mislim pa, da bo zdaj Golob tokrat izkoristil to situacijo, da bo poskušal postaviti na funkcijo šefa policije svojega človeka, s katerim on imel direktno komunikacijo mimo Poklukarja, tako kot ima direktno komunikacijo že zdaj z direktorjem NPU-ja Muženičem. To se pravi, Črnčec je potem tudi odpisan. Ja, zdaj, če bo Golob postavil, ni še odpisan, ampak če bo Golob postavil svojega človeka na čelo policije, potem bo Črnčec izgubil dobršen del svoje moči in vpliva. In kaj bo zdaj s Poklukarjem? Pričakuje se zdaj ta interpelacija? S Poklukarjem pa mislim, da bo ostal, ampak on bo ostal v bistvu minister zdaj na interpelaciji, mislim, da v torek naj bi bilo, ostal bo samo zato, ker opozicija ne zmore zbrati 46 glasov. Zdaj, SD, Socialni demokrati se bodo zdržali, recimo, da se zdrži tudi Levica, da ne dvigne roke za Poklukarja, ampak še vedno je logika obratna. Opozicija mora zbrati dovolj glasov za zamenjavo, sprav 46,
Bi ga pa bilo treba zamenjati, ne? Ja, si odgovoren je, politično odgovoren za vse to, ne, za to imenovanje. V bistvu nekatere pa, da je mogla vlada odstopiti. Ker vlada je še pred par dnevi govorila, ne, Robert Golob v imenu vlade, da je bilo vse zakonito, zdaj pa tako naenkrat odstopil. Ne. Ampak prvi, ki je, bi mogel pa odstopiti Poklukar. Ja. Ja, no pa če se vrnemo zdaj. Ampak on je v političnem smislu itak je truplo, ne, zdaj, ne. Zdaj že ta pač izraz politično truplo, ampak on je že od vsega začetka popolna politična marioneta. Popolna politična marioneta in to je, kljub temu, da ima kar ministerski staž, ne, zdaj je že drugič minister. Ne. Mislim, to je tudi fascinantno, kako si lahko notranji minister, pa vsi vemo, da si marioneta od nekoga. Ne. Ja. In to državnega sekretarja na nekem drugem resorju. Ne. Najmanj škodljiv. Ja, najmanj škodljiv. No, se strinjam, ja. Ja. No, ampak recimo, ne, če se vrnemo k tem vašem zaslišanju pri gospe Vonta, to, ali ste se vi srečali z nekim direktorjem v neki restavraciji, pa to je tudi stvar Poklukarja. Ne? Kdo pravzaprav zdaj vohuni za novinarji, kdo lahko? Ja, dobro, zdaj mogoče nekdo na črno vohuni. Zasleduje neka udba, ali kaj? Ja, ne vem, pač se veste, kako je to. To se kar neki, bom rekel, zdaj, jaz sicer dvomim, da so vse te stvari vedno tako načrtne, ampak možno je pa tudi to. Ne. Ja. Možno je to, možno je, da nekdo zasleduje mene, možno je, da zasleduje direktorja Želez Mesa, Ja. možno je, da nekdo zasleduje oba dva, ne, in tako dalje. Vse te opcije so možne, ja. In kaj ste vi odgovorili? Ste bili z Kako? Mesom? Kaj ste odgovorili? Ne, da je to nesmiselno vprašanje, ne. Ja. To je, ne, to je... Dobro, zdaj v redu, vse je politika, pa gremo zdaj na anketo političnih strank, katero stranko bi volili. Ne? Zdaj, lejte, dejansko SDS bi kar 20,4% dobila stranka, če bi bile zdaj volitve. Gibanje Svoboda je tudi zrastlo, ne? SD padlo, Nova Slovenija malce zrastla, Levica mečkano. Kaj se v bistvu dogaja v tem strankarskem smislu? Ja, mislim, zdaj eno je vprašanje, kaj se dogaja v strankarskem smislu, drugo vprašanje pa je, kaj se dogaja v smislu priprave teh anket. Ne. To se mi zdi, da je to bolj nekako relevantno vprašanje. Ne. Zaenkrat se mi zdi, da enkrat, dokler, tako bi pač rekel, ne, dokler bom rekel, ta vodilna ekipa te tranzicijske, dokler se znotraj tranzicijske levice ne oblikuje nek nov kandidat, nek nov obraz levice, do takrat se bo pač na nek način poskušalo vzdrževati še relativno visoko gibanje Svoboda. Ne. Vse to ste verjetno opazili, ampak gibanje Svoboda je kar visoko. Ne. Ja. Ni tako, ne. Ja. Golob je pa padel. Ne. Ja, Golob je pa zadnji padel. na lestvici. Ne. Tako, Golob je zadnji na lestvici. Ja, kar pomeni, da se dela neka razlika, ne, da tisti, Ja. ki to počne, ve, kaj počne in dela neko razliko med stranko, stranko solidno vzdržuje po življenju, tunka, potaplja pa predsednika vlade oziroma Roberta Goloba. Ne. To pomeni, ampak ta razmerja se bodo jeseni letos, ko se bodo pojavili neki novi igralci, pa ne na desni, govorim na levi, ko se bo pojavil nek nov kandidat iz tega kroga, Golobič, Kučan, Mojca Pašek, ne vem, Bobnajeva in tako dalje, ne, takrat se bodo ta razmerja, ti odstotki okoli gibanja Svobode popolnoma spremenili. Ne. No, omenjate zdaj Golobič. Kakšna je možnost, da se Golobič pojavi? Ja, on osebno se ne bo pojavil, sam definitivno se bo pojavila neka stranka, ki bo, za katero bo stal Golobič, delno Kučan in tako dalje. Mislite, da on osebno ne? Ne, osebno pa mislim, da ne. Ja. Mislim, zdaj, gledajte, predvsem on tudi zase ve, da ni on tisti tip, ki bi pač bil v ospredju neke politične stranke. To je že enkrat poskušal, pa se je končal. Na koncu so dobili celo manj odstotkov kot tista moja lista 2018. Ne. Tako da ne verjamem, da bi se on osebno aktiviral v teh letih. Mislim pa, da se pa aktivira da se vedno bolj aktivira v ozadju. In iščejo nekoga. Ja, in iščejo nekoga. Zdaj, ampak ta problem je to, ker je ta bazen precej izpraznjen, že sam po sebi. Ta politika zdaj za ljudi, za pač uspešne ljudi, ni več tako interesantna, ne? Ker vsak, ki lahko nekaj zasluži, gre pač po svoje. Ne? In tako da imajo po mojem kar težave s tem. No. Mislim, imam pa občutek, nek občutek imam, no, da bojo pa, mislim, to, da bojo naredili neko stranko zagotovo, imam pa občutek, da bo to stranko vodila ženska. Zdaj, ne me zdaj vprašaj, kako imam ta občutek, ampak imam ta občutek. Mojca Šetinc Pašek. Ja, Mojca pa mogoče v skrajni sili tudi možno Mojca Šetinc Pašek, ampak prej bi recimo rekel, da bodo pripeljali kakšno, ki ni ta hip v
ni ta hip na politični sceni. Ne? No, zdaj pa podpora vladi prav tako pada, ne, pa državnemu zboru. Ja, saj tudi to je, pada, mislim, ne. to je zanimivo, ne, da Ja. recimo gospa Urška Klakočar Zupančič, mi se ves čas pogovarjamo o podpori vladi, ne, Ja. ki je nizka. Ves čas je pa zelo nizka tudi podpora državnega zbora. Ne. Ja. To, da ima parlament nizko podporo, ne. Ta predsednica pa zganja te šove z temi svojimi, bom rekel, rdečimi škornji, zdaj ne več čevlčki, zdaj so že škornji, ne. Ja. To bi zanje moglo biti recimo skrbeti, ne. Ampak to je po mojem ta nizka podpora, to je velik del. Ona velik del krivde nosi za tole, ne? Velik del odgovornosti. Ne pa stranke, ne, ker stranke bo pa vendarle treba voliti, ne, nekoga Ja. bomo morali voliti. ne. Nekoga bomo Ja. mogli voliti, ne? Zdaj tu je tudi, veliko bo tudi odvisno od te volilne, veliko bo tudi odvisno od tega, ali bo del Golobovih volivcev razočaran nad Golobom tokrat volitve bojkotiral, ne? Oziroma pač ne bo šel na volitve. To je, bom rekel, zelo pomembna postavka, zelo pomembna dejavnik je tole, ne? Mladi recimo. Ne. Kako? Mladi. Ja, ali bodo ti Kučan Golobič uspeli res ponuditi nek tak obraz, kot je recimo bil Golob, ne? Ne? To bi morda bi jim to recimo uspelo z Aleksandrom Čeferinom, zdaj drugače pa ne vidim človeka, ki bi recimo lahko. Moja teza je pač naslednja, ne? To zdaj ponavljam, mislim, da bo relativno zmagovalka Janševa SDS, za drugo oziroma tretje mesto pa se bo boril neka prva največja stranka Levice in Anže Logar. Tu bo bitka za drugo mesto, ali bo to zdaj Golob, ali bo to nek XY, neka Tatjana Bobnar, neka Mojca Pašek in pa Anže Logar. No? To bo ta bitka, po mojem. No, kaj pa Marko Lotrič? Ne? Marko Lotrič pa tudi zdaj ustanavlja konec tega tedna stranko Ja, jutri, Fokus. ja. Ja. Kaj Fokus. pa bo z njim? Ja? Ja, ne vem, glejte, meni se zdi, zdaj, jaz nimam nič osebno proti gospodu Lotriču, ne? Ja. Ampak se mi zdi, da je mal nekako nasedel na neko podobno zgodbo, kot je imel njegov predhodnik gospod Kovsa. Ja. Ne? Skratka, si predsednik državnega sveta, to je četrta, peta funkcija v državi, kar naenkrat imaš nek službeni avto, imaš nek staff, neke PR-ovke in tako dalje, hodiš po terenu, vsi ti čestitajo, vse dobro, vsi te poslušajo, ker ti to funkcija prinaša, ne? To ni zaradi njega. Ne? In se mi zdi, da je tukaj malo to, bom rekel, predseno, ne? Da je v bistvu nasedel malo tej lastni promociji, ne? To se veliko zgodi tem politikom. Ne? In jaz mislim, da ta stranka nima nekih velikih možnosti. Zdaj bomo videli, kakšna imena bo prinesel, pa očitno so še teh imen nekih ni, ne? Ja. Tudi ni povedal dobeno ime v javnosti, ker se je mogoče bal, da bo doživel podobno sodo kot Tajavski, napovedal nekaj imena, Ja. pa potem nihče ni prišel na kongres, pa zdaj je popolnoma zginil, kot smo videli. Ja, Ne, tako. ne. Tako da jaz se bojim, no, ampak edina razlika med njim in gospodom Kovsom je pač to, da Lotrič ima bistveno več denarja, ne, je pač na nek način milijonar. Ne. On je v bistvu prvi taki milijonar, zasebnik, ki je šel v politiko, ker Golob ni, Golob je obogatel v državnem podjetju. Ja. Ne. On je pa prvi od teh. Ne. Self-made man. Ne? Ja, To se pravi nekdo, ki je pač sam- obogatel, je šel v politiko. Ne. Ja. To je v bistvu zanimiv fenomen. Ne vem pa, če bodo to znali ljudje, tako nek akcent. Ne. Ja. Ne vem, če bodo znali ljudje, bom rekel, če bodo nagradili njegovo uspešno podjetniško pot z volilnimi glasovi. Prej bi rekel, da ne. Ne. Ampak vseeno je čutiti, saj tako sem brala, na desnici malce strahu, da ne bi desnici jemal Ja, glasov. glejte, vsak, ki gre Ja. na volitve in dobi tudi če dobi 0,5%, to nekomu vzame. Ja. Ne. Razbijanje moči Ne, desnice. to je zdaj vse nekako, bom rekel, neka desna sredina, bo zdaj, na desni sredini bo kar nekaj ponudbe zdaj, ne? Veste, en glas bo vzel Janezu Janši, en glas bo vzel Mateju Toninu, en glas bo vzel Anžetu Logarju, tukaj bo bitka za vsakega volivca posebej, ne? Ja, Ne. In nekateri ne bodo prišli v parlament, vzeli In nekateri ne bodo prišli v parlament in bodo, še Pavle Rupar je tukaj, ne? Ja. In vsi bodo pač, ne, nekaj glasov bo 1000% šlo v nič, ne? Ne, to zagotovo. Ja. No, zdaj ta teden smo seveda se spomnili tudi smrti. Sam to bi še dodal, no, dvomim pa, da bo Matejo Tonino komarkoli, ki bi poskušal, da bi mu lahko uspelo ustvariti neko predvolilno koalicijo, ne, vse te ponudbe, ki je na desnici, ne, se pa on, gospod Lotrič, Anže Logar in tako dalje, to pa mislim, da tega ne bo prišlo. Ne. Torej, da bi Matej Tonin to naredil. Ja, to zagotovo. Ne. Zagotovo Logar ne bo šel v to, da je Logar Ja. tam pač kaže 10-12% in zagotovo ne bo šel v neko predvolilno koalicijo z Toninom. Ne. Ne. Čeprav Tonino najbolje kaže, ne? Mislim NSI-ju.
Od teh prve 4 stranke so te. Je NSI tudi zraven, ne? Ja, zdaj pa če recimo verjetno, mislim, da se ne more zgoditi, da bi izpadli iz parlamenta, ne, da imajo neko volilno telo, 4% bodo dobili bodo pa zaradi te ponudbe na desni sredini, Logar, Lotič, tako dalje, bodo zagotovo dobili nekaj manj glasov, kot so dobili na zadnjih volitvah. No, zdaj spomnili smo se obletnice smrti Jožeta Pučnika. To je edini politik, ne edini, ampak njemu je bila Slovenija intimna opcija, tako lahko rečemo, ne. Dočinko mnogim drugim, no, vemo za Kučana, ki pač rekel, da mu ni bila, ne. Zdaj zanima me, ali je to mesto Jožeta Pučnika v tem našem duhu časa, ta zeitgeist, tukaj, kjer smo, ali se mi dovolj pomembno spomnimo Jožeta Pučnika? Mislim, da ne, no. Zdaj, že to, bom rekel, pač imamo ga v imenu letališča, ne. Ja. Pa tam tudi, kot vidiš, ne, ljudje največkrat uporabljajo, redko koga slišiš, ki reče, da grem na letališče Jožeta Pučnika, ne. Gre na Brnik, ne, ali pa karkoli, ne. Tako da se mi zdi, da to nekako ni usidra, ne, tole v glavah ljudi, ampak to ni verjetno problem samo gospoda Pučnika, pokojnega, to je problem tega, da se nekako, da je bil tako, na nek način precej velik odpor zoper osamosvojitev, ne. In da ampak da so pač takrat v nekem momentu so se morali ti, ki so bili pač nasprotovali osamosvojitvi, ne, tudi na nek način Kučan, na nek način potuhniti in prilagoditi, ne, temu valu osamosvojitve, ki je bil takrat. Kasneje so pa začeli, bom rekel, delati neko, so ponovno pridobivali moč, kapitalsko, medijsko in tako dalje, pa so nekako začeli to osamosvojitev rušiti, ne. In del tega je tudi to, da je v bistvu obstaja nek bled spomin na te ljudi od takrat, ne. Ker recimo ob parlamentu imamo grobnico herojev, ne, pa so vsi te politiki, ki so zdaj v času po osamosvojitvi umrli, so tam, ne, imajo kip, ne da bi bili tam pokopani, ampak imajo lepo kip, Bučar, Stanovnik, ne, Pučnik. To oko Stanovnika je posebna zgodba, ki je skoraj da, mislim, če poslušam Igorja Omezo, je to že skoraj da, bom rekel, na nek način farsa, ne, ampak to je, bom rekel, posledica te miselnosti, ne. Nismo nekako, bom rekel, ni nekako večinsko, nismo prevzeli te miselnosti, ne, tako kot se nekako nismo, bom rekel, do konca sprejeli, da imamo svojo vojsko, da smo v zvezi NATO, ne, na nek način se podobno dogaja tudi nekaterim osamosvojiteljem, ne. Žal, ne. Ja, žal, pač. Pri Brdu pri Kranju ima spomenik, ne. Dobro, zdaj seveda spet je... Zdi se normalno, da imamo kakšen spomenik Tita, ne? Ja. Ne zdi se nam pa normalno, da imamo spomenik recimo Jožeta Pučnika, ne? Tako približno stvari izgledajo, seveda, ne. Ja, saj tudi Jožeta Plečnika nimamo prav veliko spomenikov, ne. Mislim, ravno tako. Imajo Čehi več kot mi. Ampak mi smo ena čudna nacija, sem bral podatek, da smo v principu, mislim, da smo vodilna nacija, vodilna država v Evropski uniji, ki ima največ spomenikov osvobodilnemu gibanju na število prebivalcev, ne. To je, mislim, dobro, samo po sebi to ni slabo, ampak dejstvo je, da obstajajo samo ti spomeniki, ne. Tako je. Nobenega spomenika osamosvojitveni, ne. No, ampak dobro. Za Hrvaškem je situacija popolnoma drugačna, ne. Seveda, oni so imeli vojno, ne. Ja, razumem, okej, ampak pač vsak se osamosvoji na svoj način, ne, se je fajn, da nismo imeli vojne, ne, se to je v redu, zakaj pa bi, mislim, dobro, da nismo imeli velikih žrtev, ampak dejstvo je, da tega nimamo, ne. Ja. Torej, kot kaže, se ne bo kaj prida spremenilo tudi zaradi novega zakona o medijih, če bomo lahko sploh še kaj povedali, mogoče to, kar sem zdaj povedala, pa prisluhnimo Zali Klopčič, vplivnici, ki je zbrala že več kot 15.000 podpisov proti temu zakonu na peticiji. Poslušajmo. Sem bila presenečena nad tem odzivom, ki ga je imela Tina Gaber. Seveda, Tina Gaber je absolutno pristranska, glede na to, da si deli življenje z našim premijem, ne. Torej, se mi zdi, da je njeno vmešavanje še potem potisnilo bolj stvari na moj pol in tudi ogromno sporočil sem dobila, da zdaj, ko se je pa oglasila ona, da zdaj bojo pa podpisali peticijo. Tako da to mi je bilo zelo zanimivo. Potem pa odziv Aste Vrečko, ki je šla prav direktno reagirati na moje tvite.
Seveda tudi z nekimi objavami, da sem SDS trobila in da lažem, zavajam in manipuliram in da sem pripadnica skrajnih ideologij in v bistvu me na tej točki zdaj, če pomislim, zelo zanima, če to je sovražni govor ali ni, ampak ok, ne to oni presojajo, mene ne moti, iskreno me ne. In tudi pripadnica Gibanja Svobode je na Facebook objavila objavo, da sem ali funkcionalno nepismena ali pa kako drugače ranjena, torej to je bil citat. Ampak iskreno mene take stvari sploh ne motijo, ker jaz podpiram to, da se lahko, jaz mislim, da se na socialnih omrežjih lahko na tak način komunicirajo, sicer jaz osebno ne bom, ker je to moja lastna odločitev in se na ta nivo ne bom spuščala, ampak ostali pa kažejo svoj obraz z uporabo takih besed, no. No, mene pa moti to, ne? Mene pa osebno moti, recimo, da ljudje, ki ne mislijo tako kot Gibanje Svoboda, SD, Levica, da so deležni takega blatenja. In to že nekaj časa, to zdaj kar traja in traja. Ja, sej spodaj sem gledal ta napis, svobodizacija medijev. Ja, svobodizacija medijev. Ja. Ampak nisem zdaj čist, po teh kritikah, ki jih zdaj doživlja ta zakon, ta predlog tega zakona, se strani tudi teh mnenjskih voditeljev na levi, se mi zdi, da v taki obliki zakon dvomim, da bo sprejet. Tudi jaz dvomim. Ker tukaj je zdaj več problemov. Največji problem, ki ga pač čutijo ti na levi, ki pač držijo, ki imajo možnost ta zakon sprejeti ali ne, izglasovati ali ne. Mislim, da čutijo, da so začutili neko nevarnost, kaj pa, če se vlada čez leto dni spremeni in ta zakon dobi v roke, recimo Janez Janša. Lahko jutri zapejo štacuno, ne? Ker zakon nima smisla imeti zakon, če ga ne uveljavljaš, ne? Zakon moraš uveljavljati. In ta zakon, kot je, po tem zakonu lahko jutri, če se nekdo loti izvajanja tega zakona, jutri lahko Martin Odlazek zaklene štacuno s tem svojim imperijem, jutri lahko zaklene štacuno Stojan Petrič, ker zakon tako piše, ne? In mi dva bi že zdavni mogla prekiniti to oddajo, ker bi naj jo že prej okoli Klakočarje, pa ne vem koga še, prišla policija in je se obtožila 100-kratnega sovražnega govora, ne? In tega so se po mojem zdaj sami ustrasili, ne? Ampak po teh pojasnilih, ne, Aste Vrečko, tisti, ki jih je dala prvi, drugi dan, zdaj, ker sem videl tukaj, da Zara Klopča to opozarja, jaz sem trdno prepričan, da ona tega zakona sploh ni prebrala. Itak ima 120 členov, ne, pa še vse tista pojasnila, povode, pa tako dalje. Mislim, moraš zelo veliko časa si moraš vzeti, da to natančno bereš in ona, potem, kar je govorila ministrica, ona tega zakona ni prebrala. Ja. Pa že tudi tako, ne, kdo je zdaj influencer, kdo bo monetiziral? Monetiziral to pomeni, da nekdo služi. Kaj zdaj? Mislim, dejstvo je, gledajte, vse tu itak ni, bom rekel, velike filozofije. Dejstvo je, da jaz sem takrat sicer v komentarju napisal, da je ta zakon, kar zadeva influence, namenjen za Zalo Klopčič in to tudi drži. Smisel tega zakona, kar govorimo o tem, tistem delu, ki bo na vplivneže, je utišati nekaj desnih vplivnežev. To je zdaj dejstvo. Problem je pa seveda v tem, če dobi ta zakon v roke desnica, bo pa utišala leve vplivneže. To je pač temu tako in zato sem prepričan, da ta zakon ne bo šel. Tako se mi zdi, da je ta zakon pol cilja na določene ljudi. Pol praktično določi, recimo, na kožo napisan, kateri mediji konkretno, da ne rečem, da ne govorim za semeni brinki, lahko dobijo državni denar ali pa neke subvencije in kateri jih ne bodo. No, Požar report najbrž ne bo, ne? Ne, se sem napisal, Požar report ne more dobiti in Peter Jančič recimo ne more dobiti, ker nimava 3 zaposlenih. In Anuška Delić, ki ima 3 fiktivne zaposlene, pa bo dobila lahko neka proračunska sredstva. Oni so šli to dosti natančno narediti. Napisali so recimo, da sredstva ne morejo dobiti mediji, ker obstaja možnost, da jih je ustanovila politična stranka, skratka Nova 24, Demokracija, so tako izbrisani, da ne rečem celo iz registra. In tak zakon, to nekaj ne štima, če ti pišeš zakon proti točno določenim osebam. Ja. Ampak financira se pa nikogaršne hlapce, ne? Ja, to pa itak, ampak se mi zdi tudi, oni so zdaj tako navili ta sredstva, 8 milijonov, 4 milijone, 8 milijonov, da se mi zdi, da si ustvarjajo tudi neko, da financirajo medije že naprej. Poglejte, mi bomo ta denar dali, če bomo šli v opozicijo, pač vi veste, da smo mi na ta denar in bodite še vedno z nami. Na ta način delajo. Pozabljajo pa, da se lastniki medijev
ali pa lastniki platform, to smo videli na primeru lastnika Facebooka, ko se zamenja oblast, se hitro spremenijo. Ne. To se pravi, tudi Anuška Delić ne bo več imela kaj preverjati. Ali kako? Ja, to zdaj ona sicer pravi, da pogodba obstaja, ampak mogoče do konca odpovednega roka. Ne. Ja, seveda. No, seveda, Asta Vrečko je zdrznila tudi na tem podatku, ne, Drama je ostala brez gradbenega dovoljenja. Pa poslušajte, kako je to mogoče? Ali so se zaleteli v to obnovo? Predvsem je gospa Asta Vrečko lagala, ker je govorila že v tem smislu, da Drama ima gradbeno dovoljenje, oziroma ga bo dobila danes jutri. In kaj bo zdaj naredila Asta Vrečko? Iz teh člankov lahko sklepamo, da bo skušala vso odgovornost prevaliti na nesrečno direktorico, ravnateljico Drame in na tiste sosede, Nemška hiša, ne, ki so pač jasno proti temu, da se jim zruši hiša, ne, zaradi obnove Drame. Ne. To bo vse te stvari. In tale investicije se je zdaj zgodilo to, da bo tale gospod, ki zdaj oddaja prostore tukaj tam na Litostrojski, mislim, da so mu že vse nakazali še okoli 500 000 evrov. Ja, 70 000 evrov na mesec. Ja, ampak to bo šlo 2 leti, po 2 letih bodo ugotovili, da te Drame v centru Ljubljane itak ne bo, ne, in se bo pogodba prolongirala, verjetno se bodo na njej še povečale, ker ne bo drugega izhoda, ne, in tako dalje, in tako dalje. To je, mislim, keče v tem, no, da je gospa ministrica vse to vedela, da je lagala javnosti in da bi zaradi tega mogla, po mojem, če mene pač, no, ne samo politično, pa celo kazensko odgovarjati, ne. To, kar se zdaj dogaja. Ja, seveda. In zdaj, kako bo na vse to vplivalo dejstvo, da je v nadzornem odboru Drame, nadzornem svetu. Mislim, da je svet Drame. Svet, svet. Je pa ministrova žena, ne. Soproga Boštjančiča. Tako je, ministrova žena, ja. Ne vem, kako bo to vplivalo na to dejstvo. Ja, torej, to je v neki funkciji, ne, da če se zgodi, za vsak slučaj imamo tam glas. Ali kako. Mislim, lejte, tiste itak, to so stvari, ki se ne bi smeli, to je takšen nepotizem, no. To se ne bi smeli dogajati. Tukaj je bilo sicer nekaj novinarskih medijskih pomislekov, ampak nekaj veliko. No. To je nemogoče, da finančni minister, da vlada, v kateri je gospod Boštjančič podpredsednik in finančni minister imenuje njegovo ženo za članico sveta. Ja, kje pa ste to videli? No? Si predstavljate, da bi vlada Janeza Janše gospod Bačovnikovo postavila za članico sveta Drame? Mislim, da se smejite, ampak si predstavljate to, ne? Ja, ne vem, bomo videli. Ja, ne, bomo videli. Ampak glejte. Ja, se mogoče še mogo, da je tako, da bomo videli, zdaj doslej ni bilo tega, no? Ja, pa mandat tudi za tisto Litostrojsko 56 nimajo uporabnega dovoljenja. Ja, gledajte, če vam midva še recimo čez 2 leti naredila isti odmev tedna, ne, bo ta Litostrojska še vedno v isti fazi, kot je zdaj. Tam bo stala prazna zapuščina hiše, takšna kot je zdaj. Nič se ne bo zgodilo. V tem času se nič ne bo zgodilo. Itak sodišče nikoli bo posebej zadovoljno s to lokacijo, ni bilo nikoli pripravljeno tja iti. Ne vem, zakaj je to pač ministrica v to videla, ampak popolnoma enaka situacija bo, edino pač objekt bo bistveno manj vreden, kot je danes. Ja. No, skratka, dramatično. To je zdaj že toliko se je že tega nabrali, ne? Da več sploh pravzaprav, jaz mislim, da ljudje, mogoče tudi taktike, ljudje postajajo apatični, ne? Jaz gledam recimo, bom rekel, odzive na socialnih omrežjih, ko objaviš nekaj o neki novi laži Roberta Goloba, ne? To več ljudje, vidim, da sploh več ni pravih reakcij, ker že tolikokrat se je premier zlagal, da mislim, v tujini se veste, tako je na zahodu. Se enkrat, dvakrat zlažeš, je konec, ne? Konec je, mislim, če sam ne greš, te volivci kaznujejo, ne? Mediji te raztrgajo. Pri nas je pa to zdaj že vse postalo. Pri nas je pa sovod. Ja, tukaj imate sovod. Zdaj imate, na delu imate velik naslov, Drama ostala brez gradbenega dovoljenja, tle imate čez polovico dela sliko ministrice, pa nič ne. Pa nič, ne. Nihče ne sooči z njenimi bivšimi izjavami, ne. Ko je prišla za seje vlade in nihče od medijev ni ponujal mikrofona, gospa ministrica, rekli ste, da bo Drama dobila gradbeno dovoljenje, zdaj ga nima, kako komentirate? Ja. Mogoče res dobijo mediji denar, da so tiho, ne? Očitno je res nekaj. Po mojih informacijah v nekaterih medijih je celo prepoved pošiljanja, tako bom rekel, malo takih kompliciranih vprašanj ministrici. Luko Mesca z njene stranke se lahko sprašuje, Miho Kordiša se lahko sprašuje, ministrica se pač ne sme spraševati. No, ampak zdaj, seveda, delo bo na prihodnjih razpisih kandidat za kakšen milijon evrov, ne, in se ne sme zamerati ministrici, ne. Čeprav jaz to nikoli ne morem razumeti, kako lahko nek medij, ki je v lasti recimo takšnega gradbenega tajkuna, kot je Stojan Petrič, ki letno več 100 milijonov evrov državnih poslov dobi, ne,
zakaj mu more še ministrstvo za kulturo dati 100.000 evrov za digitalno prenovo, ne, časopisa Delo. Ne. Stvari so absurdne, ampak mislim, to se v bistvu dogaja. Ne. Ja. No, se ta digitalna prenova zdaj tudi v tem novem medijskem zakonu. Ja, ampak oni plačujejo digitalno prenovo medijem, ki so to digitalno prenovo naredili že pred 20 leti. Se takrat so se dogajale Saj je že digitalne vse prenove. narejeno. Ne? Vse je že narejeno. Kaj? Umetna inteligenca. Pa, Ne vem, kaj zdaj, zakaj ona piše potrebuje članke. Delo denar za digitalno prenovo. Ne. Za nazaj mogoče. No, pa gledajte, zdaj ta teden smo obeležili tudi 1 leto stavke Fidesa. Ja. Ne? In seveda sprejeli tudi zakon o zdravstveni dejavnosti, pri čemer zdaj pa res že tako nejasno, kdo bo lahko kje delal, da pravzaprav je to že nek labirint teh variant. Se mi zdi, zdaj s tem novim, ne, Ja, zadnjim, s tem sprejetim, to ja. zadnjo verzijo so zdaj malo stvari jasne, pač v tem smislu, da ne bo teh vsakodnevnih prehodov med zasebnim in državnim zdravstvom. Ne. Ampak zdaj na koncu bo seveda tukaj kratko potegnilo državno zdravstvo. Mislim, jaz ne govorim javno, govorim državno, Ja, ker vse je ja. javno zdravstvo. Ne. Ker bo pač večina boljših zdravnikov se bo pač odločila za boljše delovne pogoje, višje plače in tako dalje in bo se odločila ne za javno, ne za državno, ampak za zasebno zdravstvo. In s tem se pravzaprav ne bo zgodilo nič takega, kar naj bi recimo pač se pričakovalo, se pravi skrajšanje teh čakalnih vrst in podobno. Zdravstvo bo nekoliko bolj postalo dostopno tistim, ki imajo nekoliko več denarja. Ja, Tisti, kar je ki ga že nimajo, danes, ne. Kar je že danes, tisti, ki ga nimajo, bodo pa s temi spremembami, ne, ki jih zdaj počne ta vlada, samo še v slabšem položaju. No, ampak Poglejte, moja mama ta teden je dobila napotnico, ker se je neki solzijo oči in tako dalje, stara je čez 90 let, dobila napotnico, pregled pri specialistu čez 3 leta. Ne čez 30 dni, čez 3 leta. Ne? Zdaj pa vi me povete, a je to resna zadeva? No? Ne? Ja, za osebo, ki je stara Ja, čez ne. 90. Tako da to bo, in v tem smislu bo to samo še slabše. Ne? In to samo zato, ker zdaj ta vlada, to ministrstvo sledi neki ideološki zgodbi, ne? Javno, ne javno in tako dalje, ki jo forsirajo tile nevladniki, Jenull in podobno. Ne? No, ampak recimo 1 leto stavke Fidesa, ali je sploh kakšen izplen, je Fides sploh kaj dosegel? Ja, načeloma Fides kot tak ni pač dosegel veliko. Ne? Fides ni dosegel veliko, ni pa dosegla vlada nič takega za spopadom z Fidesom, kar bi recimo koristilo ljudem, ki potrebujejo zdravstvene storitve. Ne? To se v bistvu ni nič kaj dosti ni premaknilo, samo jaz mislim, da so se stvari na nek način zaostrile. Vidim po teh odzivih na socialnih omrežjih, teže se bo pogovarjati, teže bo najti neke kompromise. In vsi smo poraženci, mislim, sploh pacienti. Mislim, zdajšnji in bodoči pacienti smo poraženci. Ja. No, tudi glede Agencije za energetiko je bilo zdaj tu nekaj novih zapletov, ne? Torej vmešala se je Evropska komisija, tu vidimo direktorico, zdaj prihodnji teden bo Državni zbor odločal o tem, ali tisti 3 nadzorniki ostanejo ali gredo, ali kako je Ja, zdaj ne bo odločil, ker je vlada umaknila predlog. Ne? A zdaj je dokončno umaknila. Ja, zdaj naenkrat, mislim, dokončno, nič ni dokončno, ampak zaenkrat jih je umaknila, po mojem zaradi tega, ker so se pač ustrašile reakcije iz Bruslja, iz Evropske komisije. To je po mojem na nek način zdaj to, rekel, premaknilo pač situacijo v to smer, da so se umaknili. Zdaj lahko bodo pa spet se seveda vložili. Ne? Ja. Ampak, lejte, kako se je lahko zgodilo, da so tako zdrsnili, ne? Saj vendar oni pristajajo na to Evropsko komisijo, saj vedo, kakšna so pravila, kako so zdaj kar na lepem se zapletli v to. Ja, ne vem, enkrat sem gledal tukaj mislim, da je zdaj v vaši oddaji, ne vem točno kdaj je izjavil Sebastian Rečič, da gre za amaterje v politiki. Ne? To so v bistvu en del tega, posledice teh odločitev, mislim, te odločitve so posledice tega, da so amaterji v politiki, ne? In hkrati so to neki, bom rekel, Robert Golob je tipič primer neke generacije, bom rekel, ki je odrasla, živela z neko zlato žlico v ustih, ne? To je še nek poseben karakter, njegov zraven in tako dalje. In vse te
odločitve, ki jih on sprejema, so posledice tega. Ne. Takšnega predsednika vlade, ne, ki bi odrastel recimo v takih okoliščinah, kot ste jih zdaj opisali, še nismo imeli. Ne. Vsi ti predsedniki vlad, razen gospoda Bajuka, ki je pač živel v tujini, so izhajali ne iz takšnega sloja privilegiranega, kot je recimo Robert Golob, recimo Aleksandar Čeferin je podobna zgodba. Ne. In to se pravzaprav zdaj pozna. Jaz vidim, da ta del te oblasti, vključno tudi Tamara Vonta, recimo tak primer, sploh ne spoštuje več nobenih norm, ne človeških, kaj šele pravnih. Nič jim v bistvu več ni sveto. Te zlorabe regulatorjev, zlorabe policije, to se kar na dnevnem redu dogaja. Ne. Si predstavljate, kako je to možno, recimo, da predsednik sveta te agencije naenkrat dobi obisk policista v zgodbi, prvič po 10 letih dobi obisk policista v neki zgodbi, ki je leta nazaj. Ne. To je, skratka, to ne gre za neko koordinirano akcijo nekih politikov, ki v bistvu ničesar ne spoštujejo, razen nek svoj interes pa nek svoj ego. Ampak vendarle omrežnine zdaj so, ne? To je vendarle težko za gospodarstvo. To je pa zdaj tako zapleteno vprašanje, ker vam odkrit povem, jaz se zdaj že 3 mesece mi različni ljudje razlagajo sistem teh omrežnin, pa še nekako nisem mogel čisto do konca pogrutati. Ne. Če poslušam, ko sem včeraj poslušal gospoda Kopača na Tarči, se mi je zdelo, da je racionalno to, kar razlagam. Pa potem mi spet nek drug strokovnjak področje energetike pove nekaj drugače. Jaz mislim, da to ljudje itak natančno ne razumejo. Ne. Ljudje pač gledajo položnice. In če vidijo višjo položnico, seveda ugotavljajo, da jih je pač nekdo okoli prinesel, da se je nekaj pravzaprav zgodilo. Ne. In predvolilno leto je in položnice so višje, ne? Ja, razen če pač drži teza, da bodo potem marca, aprila padle, to se pač težko rečemo. Ne. Res pa je, da seveda, da če si recimo investiral nekaj tisoč evrov iz svojih prihrankov, da si zgradil, ne vem, lastno sončno elektrarno, pa ti je nekdo obljubljal zeleni prehod, vse super in fajn, zdaj pa dobiš pa višjo položnico, pa še kredit si recimo za to vzel. Ja, to je res predvolilna tema. Ampak najbolj, kar mene skrbi, tukaj je tale fascinanten odnos te vlade, te politike do teh, ničesar več ne spoštujejo. Ne spoštujejo ne računskega sodišča, ne policije, agencije oziroma Aljoš Petnač pravi, agencije za omrežnino, agencije za energijo, tako dalje. Ničesar tudi Evropske komisije, konec koncev ne. To se je pokazalo pa v primeru medijskega zakona, pa tistega spopada med Zalo Tomašič in ministrstvo za kulturo. Tako da to je v bistvu nenavadno. Pa na oblast so prišli s tem, da je treba institucije spoštovati. Ja, lejte, tako so prišli in tako bodo najbrž tudi šli. Verjetno. Mislim, verjetno, skoraj tako. No, zdaj, če gremo samo še na Ljubljano, tale teden nas je vznemirjal helikopter, ki je vozil posekano drevje iz gradu. Pa kako je zdaj to? Jaz sem to nisem najprej niti vedel, jaz sem to, ker imam en fajn razgled na stanovanje, sem to gledal, nisem najprej vedel, zakaj pa zaprav gre, ker zdaj se veliko gradi tam okoli te Kolomorske pa tako dalje, ampak zdaj nisem pa zdaj strokovnjak, da bi pa lahko zdaj rekel, ali je to zdaj ta prava operacija, ne, ampak mi smo ena država polna gozda, zdaj ne znamo to, kako razsekaš, razžagaš, pa naložiš na voziček. In poceni podaš Avstrijcem ali kako, ne vem. Ne vem, pa odpelješ dol, a more helikopter, pri čemer je seveda eno drevo zdaj zadelo tudi neko hišo, pa naredilo škodo. Se to bilo tam še vprašanje časa, je bilo jasno, se to traja zdaj pa di, ta možnost helikopter. Ta teden, Dobro, zdaj na koncu ni bil več helikopter v vprašanju, ampak vse eno, ampak zdaj to, kar je... Videli pa smo prvič nekaj takega, prvič, Zdaj lahko beremo, da je ta Zavod za varstvo narave se je strinjal s posekom zgolj 17 močno oslabelih in nevarnih dreves, ne pa 205, kolikor jih bodo posekali, da bi to pač naredili v več fazah. Jaz ne vem, jaz imam včasih občutek, da naš župan ljubljanski ne mara dreves. Podobno občutek vam lahko jaz tako rečem za župana iz Hoč. Tam je tudi težava s tistim drevoredom. Ne vem, mogoče ste kaj brali. Ampak zdaj mislim, da je zdaj Vesna, pa še neki teh lokalnih ekologov so tole zdaj malo ustavili pa tako. Ampak mi imamo radi drevesa, v Sloveniji ljubimo drevesa, zdravimo se z njim, jaz ne vem, kaj je to, res pa je, Ljubljanski župan ima rad posel, saj veste, saj kar se posla tiče, torej tole je pa stalo
in za to sečno. Koliko pa? Ja, je stalo 1,33 milijona evrov. 1 332 000. Ne? To je pa tudi kar. Skratka, imamo pa reševalni helikopter za drevesa, ne? To pa Ja, imamo zdaj, ne. to je pa res, ja. to- Ne pa za ljudi. No. Ja. Mislim, vse tole je res komedija. Dobro, za zaključek povejva še, na Hrvaškem je zmagal na predsedniških volitvah gospod Zoran Milanović. Zdaj, kaj to pomeni za Slovenijo? Imate vi občutek, da se tudi Hrvaška malce suka bolj v levo? Kako je z drugimi temi bivšimi jugoslovanskimi državami? Kaj zdaj to pomeni za nas? Ma ne Če vem, sploh zdaj, kaj. Ja, zdaj bi jaz, mislim, tako bi rekel, da bi dobro, bil je predsednik socialdemokratov, ne, hrvaški, ne, Ja. zdaj Milanović, ampak ne bi jaz to, mislim, jaz sem skeptičen do teh levo-desno, ne, teh zgodb, Ja. ne, že pri nas so nenavadne, če si za Janšo, si desničar, če ni to so pač Ne, si precej, fašist. rekel, kako? Če si za Janšo, si zdaj si, ja, oziroma, ja, si skrajna desnica, zdaj sem dal nek nov izraz, zdaj Zuckerberg je postal tehnofašist, ne, to sem zdaj videl, no. Ja. Ampak tako da, ampak jaz vidim pri tej hrvaški oziroma slovenski politiki je to, da se pravzaprav jaz ne vem, če imamo zdaj kakšen koncept mi zunanje politike vizavi sosedov, vizavi Hrvaške. Vidim, Tanja Ne. Fajon je samo še v deželah, bivših neuvrščenih deželah, Ja, arabskem svetu in tako muslimanskem dalje. svetu. Tudi nisem prebral nobenega stališča, ne, kakšnega slovenskega politika, recimo ne predsednice vlade, ne predsednika države, ne zunanje misli o tem, recimo komentar kakšne zmage Milanovića in tako dalje. Ampak ne bi zdaj rekel, da je to na Hrvaškem ponovna zmaga Milanovića obrat v desno. Tam je treba pač gledati malo drugače. Jaz mislim, da na Hrvaškem, v levo se vlja. ja. Mislim, da na Hrvaškem kaj takega, po mojem, kot se pri nas dogaja, to ni možno. Mi smo zdaj res nek otok postali. Ne? Ja, to je rekel Glejte, tudi Plenković po naših volitvah. Kako? Plenković je rekel, da se kaj takega, taka zmaga. Ne, to mislim, da to je skoraj ne bi- nemogoče. No. To ne je bi skoraj zgodilo nemogoče. Ja. tam. Ja. To Tako se da to mislim, da kakšnih nekih zelo velikih posledic, pa sploh kakršnih koli posledic zmaga Milanovića, tu glede na pooblastila, ki ima predsednik Ja. na Hrvaškem, ki se mu da malo večja, kot pri nas, no, ampak drugače pa mislim, da tu ne bo kakšne večje posledic. Ne. In glede na odprta vprašanja, če so sploh še kakšna med nami. Ja, njimi. so odprta, samo Ja. se nihče jih ne zapira. Ne. Ja. Ja, mislim, pač nihče se s tem ne ukvarja. Ne. Ja, tako. Da bo zdaj Mogoče pa edino tiste Ukrajina. Arbitraže ni več, ne, zdaj, Ja. ne, načeloma, ampak drugače pa. Zdaj, kar se pa tiče Ukrajine, pa ima Milanović podobna stališča, kot jih imajo pri nas, ne, ta trdi krog levice, ne, Ja, ne, ja, tako. Kučan in Tile, ne, ja, ti mirovniki, Aurelio Juri in podobno. Ja, ja, to se pravi, imajo zdaj nekega Pa sogovornika. Ukrajinci morajo položiti orožje in se predati Rusom v imenu miru, ne. Miru, Tako ja, približno, ja. tako. Dobro, kolega Bojan Požar, veliko sreče še naprej pri raznih zaslišanjih. Aha, ja, zdaj, zaenkrat jih ni več v načrtu, ampak tako, ja, ja. In raznih Ja, hvala za napadih. vabilo, ja. Ja, sicer pa hvala za komentarje. Ja. Ja, spoštovane gledalke in gledalci, hvala za pozornost in nasvidenje.